Živijo, jaz sem Peter in dobrodošli na kanalu V naravo. Danes se pa spet potepamo po Primorski. Čeprav ni več jutro, ni pametna ideja iti na turo lačen. Tamle gor je pa eden od mojih ciljev, oziroma glavni današnji cilj, Slavnik. Vračal se bom po teli poti dol, zdajle se pa levo držim proti Veliki Plešivici. Ja. Za izhodišče sem danes bral vasico Skadanščina, malo odmaknjena iz glavne ceste med Divačo pa Ilirsko Bistrico oziroma Reko. Tako da taka mirna, majhna vasica, skozi katero pa na Slavnik pelje tudi slovenska planinska pot, po kateri se bom pol dol seveda tudi vračal. Za začetek gremo pa na Veliko Plešivico, mislim, da je Velika Plešivca. Potem prečem proti Slavniku, nazaj dol, nekaj časa mislim, da bomo tudi po državni meji s Hrvaško hodil, se pa tukaj potikamo tudi po meji s Čičirijo. Velik del Čičirije je sicer na Hrvaškem, ampak en majhen delček tudi v Slovenijo pride in danes bomo tle. Da smo sicer glih sred maja, bi mogli biti le kar fino vroče, ampak če ne bi hodil, bi me verjetno zebel v kratkih rokavih. Ampak na sončku je prijetno. Piha malo burje. Datum sem povedal zato, ker je to tudi čas, ker na Slavniku raste tudi narcise. Na Gorenjskem poznane kot ključavnice, se pravi iste rožice, kot na Golici. Tako da bomo danes tudi v tem smislu uživali. Čiste prava jama. Drugače tukaj okoli sem se enkrat potepil. Luka me je peljal, ker njegova Janja, partnerca, je tamle z vasi Gradišče in sva šla eno turo, sva malo nižji dol začela proti Ilirski Bistrici, pa sva šla proti Slavniku in pol sem le na Skadanščino nazaj. Tako da tukaj sem že bil, ampak prav po tej poti se pa še nisem sprehajal, je pa res tako zaenkrat tak zelo lep sprehod, umirjen. Narava, mir, ptički. Karkoli. Ja, ne bo pa nič čudenega, če bomo danes kakšne stvari, kakšne smeti videli od teh prebežnikov, migrantov v naravi. Pa ne vem, tudi mogoče na meji še kakšne ostanke bodeče žice. Zdaj, takrat, ko so šla z Lukatom, bilo prav grozno ob tisti bodeči žici hoditi. No, to je ena od stvari, o katerih sem govoril glihkar. Že po neki 10 metrih sem spet na peš potki. Na potki do zdajle lahko bila kakšna markacija več, no. To sem do zdaj opazil. Če pa ni markacije, pa gledajte za možice. Je pa tudi kar nekaj možice, no. Da se da slediti.
Zdaj pa zgleda, da počas prihajam v ta prav gost. No, tudi o tem sem govoril. V teli mreži namreč. Ja, še 45 minut imam do Plešivice. Mislim, da je Plešivica. Tole pa prav. Zdaj tisti, ki je mislil, da bo takala ograja zaustavila človeka, ki hoče čez prijeti, ne? Ali je zelo naiven, ali pa ni najbolj pameten, milo rečeno. Je pa res, da po mojem mnenju postavitev telih ograj bo sam zelo dober biznis za ene. Tale del poti, ko grem gor, sem pol tudi vračal, ker Slavnik je, kot vidite, v drugo smer. Tole snemam nazaj. Imam pa tukaj prvi tak, ta prav vzpon na trasi. Tole pa verjetno moj prvi cilj danes. Kakšen razglednik je tole. Bomo tako en krog naredili. Tole proti Ilirski Bistrici pa seveda Snežnik. Potem je tukaj ta glavna cesta od Divače proti Ilirski Bistrici oziroma reki. Zadnje je dolina reke Reke, ne? Poje tole je Vrenščica, zadnji je Nanos, potem je tamle Čaven pa Trnovska planota, v zadnji se, verjetno da se Krn vidi, tamle dol pa Južne Bohinjske, no. Mislim, da je Krn. Pa smo na Slavniku. Je pa mojem tole že Čičerija. Čiči, ne vem, kako že. V glavnem, tole je proti Hrvaški, tisle dol mora biti Učka, pod Nove Reka, ne. To je pa en krog. Malo pauzice, pa naprej. Ja, nisem prav dolgo užival. Hiter, ko sem se usedel, so me tele konjske muhe spomnile, zakaj tukaj ni lušten uživati v razgledih. Take majhne muhce, ki te vžre k norca, pa če jo stisneš, jaz sploh ne moreš stisniti, jo moraš prav z nohtom, da poč.
res zoprna zadeva. Ja, seveda, zdaj pa nazaj do onega razpotja, pa kjale gor. Nazaj na razpotju in koliko je prej uro 45 še, ne, 2 ure 15 še do Slavnika, pa gremo kar naprej. No, tole pa še pogled v drugo stran. Sem pa tudi današnji tale izlet združil prijetno s koristnim, ne. Mogel sem nekaj na tale konc leteti in glede na to, da je lepo popoldne, sicer ne preveč vroče, ne, sem rekel pa še tlele eno turo skočil, pa bom predstavil še malo tele konce, ne, ker sem bolj malokrat tukaj. Na platformi Buy Me a Coffee sem uradno začel zbirati prispevke za nov dron, in sicer Mini 5. Ta trenutni dron 2 Mini ima baterije že zelo švoh in se ne splača novih kupiti. Vem pa, da bo to tudi zelo izboljšalo kvaliteto samih videov, tudi gledljivost in vse. Tako ka si nisem mislil, da bo tale kamerica, s katero snemam, sem jo približno 1 let nazaj dobil, oziroma slab let nazaj, in ko pogledam videe, ki so starejši kot 1 let, se vidi kar precejšnja razlika, no. Pa tudi tale mikrofonček, ki mi ga je babi kupila za rojstni dan. Hvala babi, ki je zelo vneta gledalka na televiziji TV Exodus, tudi ostale gledalce tam pozdravljam lepo. Tako da verjamem, da bo tudi nov dron naredil ogromno spremembo. Tako da, če bi me želeli podpreti, jaz vas lepo vabim, bom zelo hvaležen. Na platformi Buy Me a Coffee, nekje 1300 evrov moramo zbrati kaj do jeseni, ko pride dron ven. Če pa ne bomo zbrali do takrat, bomo pač zbirali, dokler se ne bo zbral denar, in to je to. Hvala vam. Jurija 300 se sliši sicer kar velika, ne, ampak glede na to, da kanal oziroma videe, da se ogleda več kot 100 000 ljudi mesečno, seveda ne različnih, ampak pač več videov tudi isti ljudje pogledate, pa da nekateri dobite ideje z tega, nekateri v videih ful uživate, pač če date en košček še tako zraven, mogoče prispevate k kanalu še na ta način, bom seveda zelo hvaležen. In zdaj, če nas je na primer 100 takih, da vsak po 10-15 evrov, pa smo hitno Jurija 300, ne. Tako da še enkrat hvala. Prečkamo cesto, samo še pol urce do Slavnika. Cvetki čemaža. Spet na cesti, zdaj pa, kakor se spomnim, je bomo nekaj cajta sledili. Zdaj lahko pa že narcise vidimo.
pa tudi nisem daleč od vrha. Še zdaleč jih ni toliko na Golici, ampak jih je pa ogromno. Kakšen pogled je. Desno je Trst, naravnost je Koper. Lepi razgledi so danes. Dobrodošli na vedno vetrovni Slavnik. Tole bo ta prav test za mikrofon, koliko se veter sliši, pa koliko ne. Tole je, kele dol nekam je proti Kozini. Pa tukaj dol je moje izhodišče. Tole je proti Ilirski Bistrici. Snežnik je pa v dežju, Pišu kaj, mogo pa pohiteti. Tamle sem bil. Pa še okoli. Tole pa tudi ena od značilnosti Slavnika. Ja, se je bilo treba kar obleči, ne. Tole je drugače selfie z vrha, jaz pa pičim dol. Prišel sem po unile cesti, zdaj pa gremo v tole smer. Pa tamle malo nižji bo treba pa levo zaviti. Še malo razgledov, pa gremo pa v Hosto. Morsko-gorski obraz. Naravni spomenik Slavnik. Tukaj se pa vidi, da gre slovenska planinska pot. Je pa drugače Slavnik prvi tisočak od morja pri nas. Zato tudi se ta krasen razgled. Visok je 1028 metrov. In je zelo priljubljen vrh, no. Sploh iz druge strani, da sem pozabil, s kje se že z druge strani štarta, no. Tam je, zna biti za vikend kar procese gor. Nevihta na snežniku je izgleda ponehala, da je konc. Sem pa še 10-15 minut od avta.
Moj krog se počasi zaključuje. Kakšna panorama, a? Ja, še ena super tura je za nami, ni kaj za povedati. Lepi razgledi, super narava, čudovite potke, menjava, gozd, jase, se pravi travniki, potem brezna ob poti, pa malo začimb v smislu teh bodečih žic, pa smeti od pribežnikov, rožice, razgledi, sem že rekel, ne. Tako da res pestra tura, super pohodniška, užitek je res hoditi po tej poti, no. Tako da primerna za vse, dolga je tam po mojem 5-6 ur. Izogibajte se dim poletja, no, pa burje. Sicer pa kar pridite na tale konec malo uživati. Tudi tukaj boste sigurno, če boste šli na Slavnik, boste tukaj sigurno manj ljudi srečali, kot pa z one strani. To je to. Hvala vsem, ki se boste odločili za darovanje na Buy Me a Coffee. Hvala tudi vsem ostalim, ki ste ostali z mano do konca. Pojdite v naravo, uživajte, koga objemite, radi se imejte. Pa to je to, ne. Kmalu se vidimo. Čau!